Bled je septembra dobil nov sistem izposoje koles. Na Turizmu so mu nadeli ime Bled Green Ways, saj s tem želijo domačine in tudi turiste spodbuditi k čim več gibanju. Zaenkrat je na 4 postajah na voljo 24 koles, od tega 8 električnih, ki so v praksi tudi najbolj zaželjena. Za izposojo se morajo kolesarji najprej registrirati v prostorih infocentra Triglavska roža Bled, kjer jih vnesejo v sistem. Vsak uporabnik dobi svoje uporabniško ime in kodo ter je v manj kot 5 minutah pripravljen na vožnjo. Anja Šmit iz Turizma Bled nam je razložila cenovni vidik takšnega sistema. Za občane občine Bled in za imetnike Blejske parkirne kartice je sistem trenutno za uporabo brezplačen. Na voljo je pa 24 ur na teden. Se pravi, za vsakim tednom pride 24 ur, neodvisno koliko se porabi, se potem spet s ponedeljkom začne šteti 24 ur. Za ostale je pa trenutno cena 25 evrov, s čimer dobijo 25 ur uporabe na teden. Trenutno so osredotočeni le na domače prebivalce, da vidijo, kako sam sistem v praksi sploh deluje. Zaenkrat je bolj kot ne za njih namenjeno, da se v bistvu sploh tudi mi ugotovimo, kako je s tem sistemom, ker smo tudi mi šele začeli. Tako da na začetku so še malo kakšni taki. Sistemu so nadeli ime Bled Green Ways, saj celotna podoba izhaja iz zelene identitete. Ker pač delujemo na globalnem trgu in ker je tudi ta sistem, bom rekel, poleg domačinov usmerjen v spodbujanje trajnostne mobilnosti naših gostov, smo se pač odločili za to poimenovanje Green Ways. Pod to blagovno znamko oziroma pod blagovno znamko želimo v nadaljevanju razvijati vse oblike trajnostne mobilnosti, ne samo kolesarjenje ali pa, bom rekel, ta konkreten avtomatiziran sistem za izposojo koles, temveč bomo na ta način označevali tudi naše pohodniške poti, kolesarske poti, če nam bo kdaj uspelo tudi kakšna, bom rekel, izposoja avtomobilov, predvsem tukaj mislim električnih avtomobilov. Trenutno imajo okoli 40 rednih uporabnikov, številka pa iz dneva v dan narašča. To lahko pripisujemo tudi predstavitvenim dogodkom. Takoj na začetku, ko je sistem šel ven, smo imeli uvodni dogodek tukaj v infocentru Triglavska roža Bled. Hkrati smo pa še imeli tak podoben uvodni del s predstavitvijo sistema in kako se uporablja tako v zasipu kot v ribnem. Na 3 mestih ter v kempu Bled si namreč lahko izposodite kolesa. Največ izposoje je ravno pri nas, potem pa tudi marsikdo pride recimo iz zasipa sem na Bled oziroma iz ribna na Bled. Kaj pa si o novem sistemu mislijo mimoidoči? Ja, jaz mislim, da je v redu, kolikor časa se ne bo škoda delala. Pa recimo vi kot domačinka se pa raje odpeljete s svojim kolesom. Jaz imam svoja kolesa in s svojimi se vozim okrog. Če ne bi imela, verjetno bi se pa glih tako poslužila. I think that's a brilliant idea. I think that'd be lovely, you know, if we could hire something and then keep it for the day and go right around. I think that'd be really, really good, you know. Sometimes you don't have a bike for long enough. It's a really good idea. Great. Yeah, I like the sound of it. I think the system of renting bike nearby of the whole lake is a good system. Like you had it in all Europe and it's always functional. So it's a very good idea, and for Bled that has a very beautiful lake, it will be excellent to have this option as well. Anja nas je vodila skozi postopek izposoje na eni izmed postaj. Pristopite do tega kioska, pritisnite na ta gumb, da se sistem zažene. Potem gremo naprej. Zdaj izberemo, ali se bomo prijavili z uporabniškim imenom in geslom, ali pa kartico in PIN kodo. Bova tole izbrali. Potem gremo na izposojo. Še prej si v bistvu izberemo kolo, da vidimo, če tudi brez, da bi imelo kakršenkoli probleme, se pravi, da krmilo dela, da so gume take, kot morajo biti, pedala in to. Številke v zelenem krogcu kažejo, katera kolesa so še na voljo za izposojo. Si izberemo recimo ključavnico številka 1, pritisnemo na 1. Zdaj pa stopimo do ključavnice.
V 20 sekundah morate kolo vzeti iz ključavnice, sicer je potrebno postopek ponoviti. Potem pa kolo najprej narahlo naprej in potem nazaj. Tudi mi smo si izposodili električno kolo in ga zapeljali po blejskih ulicah. V prihodnosti nameravajo narediti še dodatne kolesarske poti. Največja želja pa je regijska mreža, ki bi povezovala okoliške občine. Zato smo tudi se odločili, da kupimo identična kolesa oziroma od istega proizvajalca in operaterja kot na Jesenicah in v Kranju, ker bi želeli počasi zgraditi to regijsko mrežo. To verjetno ne bo ravno čez noč, ker je potrebno tudi na nek način naše navade počasi spremeniti, ampak tehnologija to omogoča. V naslednjih 2 letih se bodo sicer osredotočili na izboljšavo lastnega sistema. Predvsem pogrešamo eno izposojevalnico prav tukaj v središču Bleda, okrog občine, ledene dvorane, kjer je predvidena lokacija. Naslednja je pri infrastrukturi, kjer bo nastalo veliko centralno parkirišče ob izhodu iz severne obvoznice. Zagotovo, mislim, da slej ko prej bo na železniški postaji, kot rečeno, da počasi vse te predele naselja tudi pokrijemo. Na Turizmu zagotavljajo, da so očitki o premalo kolesarskih poteh neustrezni. Mislim, da toliko možnosti za kolesarjenje, kot je na Bledu in tudi naravnih danosti, ker ni nekih klancev, je malo kje. Vemo, da vandalizem je povsod, vas kaj skrbi, kako ste v bistvu zaščitili kolesa in hkrati pač postaje? Zdaj, določene postaje so pod video nadzorom, po drugi strani so tudi seveda ustrezno zavarovana, vendar izkušnje drugih okolij kažejo, da vendarle ta vandalizem ni tako, ali pa bom rekel nasploh kraje niso tako, bom rekel, velik problem pri teh sistemih. Vsekakor gre za dobrodošlo novost na Bledu. Upamo le, da bodo naslednje sezone vse teklo, kot je treba.